tokrat v občinskem informatorju. Bratuškova si ne želi škodovanja mariborskemu letališču. Ustroj ruške županje odlično deluje. Festival Arsana poskrbel tudi za pester otroški program. Ob vročinskem valu upoštevajte nasvete strokovnjakov. V dominikanskem samostanu navdušil Tadej Toš. Lepo pozdravljeni. Ministrica za infrastrukturo je zaradi zapletov danes obiskala mariborsko letališče Edvarda Rusjana, kjer se je seznanila z obstoječo infrastrukturo in vodstvom novih upravljavcev. Po ogledu mariborskega letališča so ministrico Bratuškovo prevevali mešani občutki. Žalostno zato, ker tako vrhunska infrastruktura pravzaprav že kar nekaj let tako rekoč sameva, in vesela zato, ker smo na Ministrstvu za infrastrukturo uspeli zagotoviti, da letališče tudi po zapletih z kitajskim najemnikom obratuje. Bratuškova je izrazila razočaranje, da od velikopoteznih kitajskih obljub ni ostalo nič. Kljub vsemu pa trenutno situacijo jemlje kot izziv. Da bi res to vrhunsko infrastrukturo uspeli spraviti v življenje. Dejstvo je, da letališče obratuje, jaz bi si pa želela, da bi tudi delovalo. To pomeni, da bi v tem letališču bilo življenja več, kot ga je bilo danes. Želela bi si, da kitajski najemniki, ki so se pravzaprav sami odločili in odpovedali 15-letno najemno pogodbo, za svojimi ravnanji ne škodujejo Republiki Sloveniji, ne škodujejo letališču Maribor in pravzaprav nam omogočijo, da poiščemo dolgotrajno rešitev za letališče. To, kar je danes, se pravi, da v imenu Republike Slovenije DRI upravlja z letališčem, je kratkoročna rešitev, podpisana do konca leta 2020. Pred takšno uresničitvijo pa državo vsekakor čaka še nekaj ovir. Trenutni kamen spotike je služnostna pot do letališča, katero zaenkrat blokirajo kitajski lastniki. Nikakor si pa ne znam predstavljati, da bi kdorkoli v tej državi pustil oziroma preprečil dostop do državne infrastrukture. Tukaj je tudi mednarodni mejni prehod, policija je na letališču, tako da, kot sem rekla, služnost je urejena, v zemljiški knjigi vpisana, mi pa bomo, postopke peljali tako, kot jih je potrebno. Če bi do kakršnihkoli zapletov še prihajalo, je pa seveda edina prava pot, pravna pot. V pravni državi se drugače stvari ne da urejati. Kljub vsemu pa je Bratuškova mnenja, da država ni pravi upravljalec letališč. Ko uredimo te izzive, ki jih imamo na mizi, je seveda naš cilj, da bi poiskali koncesionarja dolgoročnega, ki bi, uresničil vsaj delček tega, kar so te kitajski najemniki obljubljali. Se pravi, jaz mislim, da ni treba govoriti o milijonih potnikov, ampak da to letališče funkcionira. Skratka, da so redne linije iz tega letališča v Evropo, v svet zagotovljene. To bi bil naš cilj. Vodja letališča je tudi zanikal navedbe, da je letališka oprema v lasti kitajskih lastnikov. To je vse v lasti Ministrstva za infrastrukturo. Torej vse te službe, ko ste zdaj omenili, imajo vso potrebno opremo, ki je v lasti ministrstva. Vedno je bilo. To je investicija bila takrat. Tudi programska oprema je bila v lasti ministrstva. Tukaj smo imeli male težave, ker smo to prenašali z raznih strežnikov na naše strežnike, ampak vzpostavljamo sistem. Stroški upravljanja DRI z letališčem bodo v tem letu znašali 400 tisočakov, v prihodnjem letu pa 1,1 milijona evrov. Trenutno pa so aktivnosti usmerjene v vzpostavitev osnovnega delovanja letališča in njegovo stabilizacijo. Vse je kazalo, da se bo županjin ponovni sklic 5. redne seje občinskega sveta občine Ruše, saj ob prvem sklicu 2. julija za sklepčnost ni bilo prisotnih dovolj svetnikov, vnovič spremenil v fiasko, pa je županjin ustroj imenovan koalicija poskrbel, da se je seja kljub napačnemu sklicu nadaljevala. Še preden se je seja začela, je Darko Knez v imenu svetniške skupine Za Združena akcija županjo Urško Repolusk opozoril, da je sejo sklicala nelegitimno, saj se pri tem ni držala občinskega poslovnika. Če zdaj natančno pogledate v ta program, ki smo ga sprejeli na drugi seji in ga tudi potrdili svetniki, je 5. redna seja OSOR-ja predvidena za 30. september in ne v mesecu juliju. Za sklic današnje seje pa je bil na voljo inštitut izredne seje,
za katero je v poslovniku določeno, da se izredna seja lahko skliče, če župan oceni, da je to potrebno zaradi nujnosti odločanja sveta. Do kršitev statuta pa poslovnika Osorja pa je prišlo tudi pri sklicu te seje v sami preambuli vabila, s katerim sklicujete današnjo sejo. Posledično smatramo v naši svetniški skupini, da je takšen sklic seje neveljaven. Pojasnilo, zdaj tega drugega, pa pravi, vabilo na sejo se sklicuje na 13. člen Osorja, ki pa govori o konstituiranju občinskega sveta. Vsi pa dobro vemo, da konstituiranje občinskega sveta se ne bo zgodilo na tej seji, ampak se je zgodilo na prvi. V takšnih primerih mora svoje mnenje obvezno podati statutarno pravna komisija, ki pa na 5. redni seji zaradi odsotnosti nekaterih članov ni bila sklepčna. Tako je županja zadevo vzela v svoje roke in si poslovnik tolmačila po svoje, ter nekatere napake popravila kar na sami seji. Jaz kot sklicatelj seje ugotavljam, da je v preambuli piskarska napaka, kjer je napačno naveden člen statuta in poslovnika občinskega sveta. Zato se ta preambula popravlja in se glasi: na podlagi 16. člena statuta občine Ruše in 18. člena poslovnika občinskega sveta Ruše vas vabim na 5. redno sejo občinskega sveta občine Ruše, ki bo v ponedeljek 22. julija 2019 ob 17. uri konferenčni dvorani gasilskega doma Ruše, ki griše vrti Ruše. Kar se tiče druge pripombe, in sicer plana dela občinskega sveta in pa terminskega plana, sem zavzela stališče, da se lahko ta tekom leta tudi spreminja in se prilagaja in da seveda ni razloga za sklic izredne seje v skladu z 21. členom poslovnika, ker je bilo za sklic redne seje seveda dovolj časa, zato predlagam, da se ta seja nadaljuje. Takšno postopanje je takoj zmotilo najstarejšo svetnico Marjano Kotnik Poropat iz Desusa, kateri se je zdelo skrajno neprimerno, da županja, ko se je seja že začela, popravlja napake iz sklica seje. Mislim, da kot županja ste dolžni spoštovati zakone in akte te občine. In mislim, da je treba razmisliti, ali je res tako nujno danes, da speljete to sejo in povozite vse predpise za to, da se vaša volja uveljavi. Mislim, da se vam bo to maščevalo, ker to je res skrajno arogantno in, bi rekla, nedopustno je tako ravnanje. Nedopustno. Zaplet okoli sklica seje je zmotil tudi koalicijskega svetnika Levice. Bi pa zdaj seveda z nekim težkim srcem se odločil, ali sem za nadaljevanje seje, ali sem za prekinitev seje zaradi tega, ker nimam ustreznih pravnih podlag za to in enostavno ne bi pa želel sodelovati v delu nezakonite seje. Kajti, če bomo mi zdaj to karkoli bomo sklepali, se lahko zgodi, da bo potem nek organ na nekih inštancah, ki so za to v lokalno samoupravo tako ali drugače za zakonitost določeni, potem na nek način povozili vse to, kar delamo. Tako je moč pokazalo županino zavezništvo oziroma koalicija, ki je brez zadržkov izglasovala nadaljevanje 5. redne seje občine Ruše. Darko Knez je nato pri potrditvi zapisnika 4. redne seje in 1. izredne seje dejal, da se zapisanim odgovorom županje v zapisniku ne more strinjati in zato zahteval ustrezno dopolnitev zapisnika. Zahtevam, da se zapisnik ustrezno dopolni tako, da bo iz njega jasno razvidno, da sem prejel zavajajoče odgovore in neresnične odgovore za strani občine. Odgovor se glasil, da se je že postopalo, gre za temo, kjer sem spraševal o informiranju in komunistovih, o financiranju vsega tega. Da se je enako postopalo letos, kot v letih 2017 in 2018, kar pa ne drži. Takrat ni bilo javnih naročil. Kar se pa tiče odgovora županje, glede odgovora informacije javnega značaja, ki bi ga naj prejel, pa želim, da se doda v zapisnik in ga primerno temu dejstvu tudi popravite, da te informacije nisem dobil
Poudarjam, nisem dobil v zakonitem roku. Tudi v tem primeru je ustroj županje oziroma koalicija z glasovanjem poskrbela, da se zapisnik ni dopolnil v zahtevo kneza in tako ne bo izkazoval realnega stanja na 4. redni seji občine Ruše. Komentar kneza na to dejstvo je bil precej kratek, vendar jasen. Ja, to je tipično za to oblast, samo to bom komentiral. Seja se je nato nadaljevala po predvidenem dnevnem redu, kjer je bila ena najpomembnejših tem prav gotovo izgradnja čistilnih naprav in kanalizacije v Rušah, kjer bo najverjetneje šlo za javno-zasebno partnerstvo. Zagotovili so, da bo občina prav gotovo izbrala varianto, ki bo finančno vzdržna za vse. Mi smo skušali v tem okolju, tako kot sem rekel, pogovarjati se z našimi sosednjimi partnerskimi občinami in iskati, bom rekel, ta izhodišča, ki so tudi predstavljena v dokumentu. Mi smatramo, da je precej teh številk dokaj realnih. Seveda bo pokazal razpis, to je neko končno stanje, do takrat seveda vse karkoli razglabljamo je težko predvideti, ampak smatramo, da se bo v teh okvirih gibalo. Naša želja je le, da bo ta razpis priklical kar nekaj ponudnikov, ker če bomo imeli samostojen tek enega ponudnika, ki nam je dal naprimer ponudbo kot promotor, potem ne bomo imeli konkurence in te cene bojo visoke. Seveda imamo tudi mi vzvode, da te postopke speljemo tako, da je končni učinek tudi za našega, bom rekel, uporabnika najugodnejši. Za daljšo debato svetnikov in svetnic sta poskrbeli tudi točki dnevnega reda, ki sta obravnavali zaključni račun Centra za mlade oziroma CEZAM-a za leto 2018 in program dela ter finančni načrt za leto 2019. Odbori so do te tematike imeli različna stališča. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Ruše, da na osnovi člen akta o ustanovitvi javnega zavoda CEZAM za mlade Ruše javnemu zavodu CEZAM pozitivno da predhodno mnenje k zaključnemu računu za leto 2018. Po intenzivni debati odbor ni dal pozitivnega predhodnega mnenja k poslovnem in računovodskim poročilu za leto 2018. Po glasovanju svetnikov CEZAM tako ni dobil pozitivnega mnenja na zaključni račun za leto 2018, vendar z občutkom, da se koalicijski svetniki ne strinjajo z usmeritvami CEZAM-a. Načeloma nestrinjanje, bom rekel tako, z politiko oziroma ne z nečim se ne po mojem mnenju ne izraža na tak način, ker se mi zdi, da dosti očitkov nekako je šlo v tej smeri, ne, da pač so tu neke zadeve se preveč delajo, neke premalo in tako naprej. Ne. To je stvar vizije v bistvu ali pa tega izvajanja, ker konec koncev mi smo ustanovljeni se strani občine Ruše za to, da izvajamo programe in skrbimo za infrastrukturo. Mi smo se zelo potrudili to v najboljši meri izpolniti, konec koncev, zdaj pa mnenje je pa mnenje potem, ne, in pač v občinskem svetu smo na polju politike, ne, in potem pač se mi zdi, da ogromno nekih zadev potem, ki mogoče nima v tem strokovnem delu toliko mesta in pa zdaj potem, če to nekako presodi v tej smeri, kot je, se mi zdi, da je težko delo potem na svetu zavoda in pa na vodstvu. So pa svetniki brez glasu proti potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta obnove športne dvorane v Rušah. Festival Arsana je poskrbel, da lahko uživajo tudi najmlajši. Otroci so tako lahko na različnih delavnicah spoznali klavir in harmoniko ter bili veseli ustvarjalnih delavnic in poslikave obraza. Treba je začeti tudi pri najmlajših, so prepričani organizatorji. Že najmlajše namreč vzgajamo k poslušanju dobre glasbe, da spoznavajo instrumente. Temu jo služijo naše glasbene pravljice, ko pravljičarka pripoveduje pravljice o instrumentih in na ta način pač ozaveščamo že majhne otroke o pomenu kulture, umetnosti. Izbrali so koncept, da po glasbeni pravljici vedno sledi tudi ustvarjalna delavnica, da so tudi aktivni in se preizkusijo. Recimo v oblikovanju gline, izdelovanju lutk, delavnico brušenja kamna. Kaj danes izdeluješ? Vzorice. Iz česa? Iz gline. Pa ti všeč? Ja. Zakaj pa? Zakaj se ti všeč takšna delavnica, kjer takšne stvari počinješ? Ker mi je fajn, da izdelujemo iz gline. Pravljice so brali pa igrali so. Kaj pa zdaj? Zdaj pa
Iz Gline delam. Poslušali smo Trobila in Bihala. Je zelo pozitivno. Z veseljem grem, odpeljem vnuka, če je treba, malo pomagam mladim. Je eno takšno posebno doživetje med poletjem? Je, ja. Namen delavnic je, da otroci izkusijo in s svojimi rokami kaj izdelajo. Ja, se mi zdi, da kar uživajo, ker počitnice so dolge, tudi otroci iz vrtca radi zamenjajo lokacijo, doživijo nekaj novega, tudi se udeležijo kakšnega koncerta, imeli smo zanimivo lutkovno predstavo, ko odpremo oči, čaka nas še artistična predstava z cirkusom Abrakadabra, potem koncert z Boštjanom Gombačom bo nekaj posebnega. Tako da resnično, ja, pa še avtorska pravljica Mojca Poplesulja, tako da veliko stvari ponujamo tudi za te naše najmlajše udeležence festivala Arsana. Otroško dogajanje na festivalu želijo seveda nadgraditi, tako da zbirajo ideje udeležencev in seveda staršev, ki so jih pozvali k temu, da jim pišejo z novimi idejami. Na mladinskem odru pa sicer vsak večer potekajo glasbeni večeri mladih glasbenih ustvarjalcev. Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti na občutljivejših skupinah prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur pa lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo. Kljub temu, da vsi komaj čakamo poletje in s tem seveda visoke temperature, pa je ob visokih temperaturah, sploh ob napovedanem vročinskem valu, potrebno upoštevati dodatne ukrepe, s katerimi se zaščitimo pred vročino. Zdaj je ura 10, pa ko gremo po soncu, ima zagotovo že asfalt 40 do 45 stopinj, tako da bi rekla, absolutno je tista skrajna ura, da se gibamo na sončnih straneh, tam, kjer sonce močno pripeka, tam največ do 11:30, potem pa v hladne prostore, v temne prostore. Bom rekla, tudi za življenje je Mariborski park, ima ogromno zelenja, ampak vsekakor ne, ker tega ne občutimo, je zagotovo boljše biti v zaprtih. Bom rekla, tudi klimatiziranih prostorih, ampak tukaj je potrebno upoštevati pravila. Nam seveda paše, ko pridemo domov iz vročine, da si nastavimo klimo celo pod 23 stopinj, ampak vemo, da je realno, da bi naj bilo tam 3 do 5 stopinj največ, sploh v avtomobilu je to potrebno upoštevati, od zunanje temperature, ker drugače lahko pride do šoka. Če gremo v avtomobil, pa potem ven na vročino, včasih občutimo zelo nelagodno občutje in velikokrat potem čez 2-3 dni občutimo posledice. Zelo veliko je angin, ravno zaradi nepravilne uporabe klime, zato to, kar sem povedala, je nujno upoštevati. Zelo pomemben ukrep je tudi ta, da ob teh pasjih dneh pred 4. uro naj ne hodimo ven, ampak šele po 5. uri, ker je sonce takrat še vedno zelo močno. V teh vročih dneh morajo še posebej biti previdni tudi športniki in rekreativci. Če se ukvarjamo z telesno dejavnostjo vsakodnevno ali pač redno, je priporočljivo, da gremo zgodaj zjutraj, najkasneje do 7. ure, ko je še hlad, da izbiramo senčna področja, spet če gledamo Maribor in okolico, Piramida je krasna, stopnice, Pohorje do Trikotne jase, ampak zgodaj ali pa šele po 8. uri zvečer. Zelo pomembna je hidracija, tako da flaško imeti vedno s seboj, voda je trenutno najboljša, kdorkoli vode ne mara, si noter lahko doma stisnemo ali pomarančo ali limono ali zmešamo z 100% sadnim sokom, to je tisto, kar je enakovredno tudi potem eni enoti sadja, pa še hidrira in osveži. Včasih nam tudi, bomo rekli, paše cedevita, ampak to je potrebno upoštevati, ker lahko pride do hipervitaminoze, da je to prehransko dopolnilo in sploh pri otrocih, da je 2 decilitra do 3 decilitre tista maksimalna količina, ki je dovoljena čez dan. Ob dnevih, ki nas čakajo, se pravi ob vročinskem valu, je zaželjeno, da v 24 urah spijemo od 2,5 do 3 litre vode. Zagotovo v teh dneh hitreje občutimo žejo, vendar ko smo žejni, je že prepozno, zato se je potrebno hidrirati pogosto in po požirkih. Strokovnjaki za hlajenje sicer priporočajo tuširanje, vendar ne delajte toplotnega šoka, da se tuširate s preveč mrzlo vodo, temveč z mlačno vodo. Vidnarjeva ob tem priporoča tudi iskanje sence po kopanju v bazenu, ki naj ne bi trajalo več kot pol ure oziroma 1 uro v kosu.
Posledice so sončarica, nelagodje v počutju, dehidracija, pregretost organizma, o tem se je tudi zelo veliko pisalo, ste pisali oziroma se je videlo v medijih. Še vedno bi tukaj opozorila, da res tudi sama opažam, ko gredo starši tankat na pumpo ali skočijo za minuto kav v trgovino, da ne otroke puščati v avtomobilu, zaradi tega, ker je že lahko 1 do 5 minut usodnih. Tu, če mislimo, da je senca, da je prej bil avto klimatiziran, na teh visokih temperaturah se temperature v rekordnem času zelo dvignajo in lahko ima teh 5 minut, bom rekla, zelo neugodne posledice za zdravje otrok in teh ranljivih skupin. Kako se pa hladijo Mariborčani in Mariborčanke? Malo sladoleda, vidite, smo prišli v mesto. Druga ni, ne? Doma pa voda, pa pivo, pa tak. Več vode pijem, vodo je treba malo posoliti, ščepec soli noter na liter vode, pa gre. Ne? Piva pa teh zadev, pa mrzlega pa ne pijem preveč. Drugače pa lahko oblačila in je to. In klimatizirano hišo pa je vredo. Bolj doma smo, rolete imamo dol, klimo imamo in gre potem dobro. Na sprehod pa greva takrat, ko je malo manj. Vroče pa se zaščitiva s klobuki in s kapami in to je to. Kaj pa hrana, pijača? Mava pijače, sokove pijeva zdaj v glavnem. Hrano jeva bolj zelenjavno, tako da to je to. Zaenkrat ni problema, iščem senčko, pa je okej. Kaj pa sicer pijača, hrana? Ja, pijača definitivno, kak hladen napitek. Ja. Pa predvsem? Morje, dopust čakam. V vročih dneh seveda pazite tudi na prehrano in uživajte lahke jedi, ne premastnih in preslanih. Uživajte veliko sadja in zelenjave, ob tem pa popijte seveda veliko tekočine. 4. festivalski dan festivala Arsana na Ptuju je bil v znamenju smeha. Na dvorišču Dominikanskega samostana je nastopil zvest prijatelj festivala s svojim stand-up šovom Tadej Toš. O tem, kako priljubljen je Ptujčan Tadej Toš, priča podatek, da je bil dogodek razprodan že 5 dni, obiskovalci iz vseh vetrov pa so lahko uživali v izjemni predstavi ter čudovitem ambientu. Trgovin, kam boš vidja prodajati ali ne? Rečeš pa normalno, če je že 10 trgovin, bojo ljudje itak prišli. Se pravi, mi rabimo 10 hotelov istočasno postavljenih, da narod reče, čakaj, to ti me, to ti so fukjani, strojno, 10 hotelov gradijo, pa nikoga ni, rečeš, čakaj. Najprej hoteli, te pa narod pride, če pa ne bo nikoga, pa bomo najprej mi 2 meseca hodili v hotele, te pa narod rekel, to je vedno puno, sigurno je vredi. Čeprav gre za glasbeni festival, ne mine brez nastopa Tadeja Toša. Dovolim si, da se tudi sam počutim kot del festivala in ponosen sem na to, da sem lahko del festivala in cenim to, da gospod Delin v mojem delu prepoznava tudi glasbeno noto, tako da lahko mirno s svojim programom nastopam na glasbenem festivalu. To se mi pa zdi perfektno. Ptujska predstava v Dominikanskem samostanu je vedno nekaj posebnega, pravi Toš. Ker je na domačem terenu, ker jo ljudje pričakujejo, v veliki meri se odzovejo in pač pridajo sem, največkrat tudi kdo s kakim malo daljšim nosom odide domov in to se dogaja na Ptuju. Hkrati pa je toliko nekih perečih tem, o katerih ljudje veliko govorijo, niso pa zelo pogosto izrabljene in uporabljene v sproščevalne namene. Tako da bomo te pereče teme našega mesta poskušali nocoj uporabiti v sproščevalne namene. To, kar nas teži, bi nas naj danes v našem programu poskušalo sprostiti. Če bo uspelo, pa ne vem, ampak na to pot se bomo podali. In očitno je izbral pravi recept, saj so se ljudje zabavali in se iz srca nasmejali. Slovenija! Stari, na drugem koncu sveta. The president's wife is from Slovenija. Oni vejo, stari moj, oni ve, ker oni jo imajo radi. Ne tako mi. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V Mariborskem mestnem parku se jutri in v soboto lahko udeležite čitalnice v parku. Zveza prijateljev mladine pa tako kot vsak dan tudi jutri med 9. in 16. uro pripravlja delavnice v Domu ustvarjalnosti mladih. V soboto pa bodo ob 11. pred hišo Stare trte v Mariboru postavili klopotec. Toliko zaenkrat, imejte lep konec tedna in nasvidenje.